Več predlogov je bilo, skoraj da ne grožen, tako, če direktno povem, da naj nehamo mi, ki pač ne sodimo v to neko širšo sliko, da naj nehamo drobiti glasove, kot da pripadajo nekomu drugemu. No, tako bom rekel, zelo aroganten nastop je bil, da dajte se združiti, dajte neko kombinacijo narediti, zato da pridete čez. In to se mi zdi spet škodljivo, ker bi opozoril na to, da je teh tako imenovanih izgubljenih glasov, torej glasov, ki so šli za stranke, ki niso prišle v parlament, jih je bilo leta 2022 četrtina. Torej, tam je bilo ogromno strank, Šarc, Bratušek, ogromno teh nekih antisistemskih strank in podobno, ki so dobile 24% vseh glasov takrat, ne. In Golob ve, da mu je točno to pomagalo priti do 41 poslancev na koncu, ne. Torej, ta matematika, to ni iskreno, no, tako bom rekel, to njihovo opozarjanje po nekem združevanju, pa da smo mi ostali neke vrste škodljivci, to ni iskreno, ker oni se zavedajo, da na koncu, če kdo ne pride noter v parlament, dobijo po enega poslanca tudi oni ekstra, ne. In to resnično ni iskren poskus nekega združevanja v neko enotno fronto, ampak se gre preprosto, da se poskuša nekako poriniti preostanek konkurentov nekako stran, torej da se nas nevtralizira.